V občini Kungota so se lani sprožili številni plazovi, ogroženi so bili stanovanjski objekti, stanovalci so bili zaradi plazečih cest odrezani od sveta. Res smo morali vse kriti iz občinskega proračuna, moram priznati, da je bilo zelo težko, da včasih nismo zvedeli niti, kako bomo lahko uspeli izvoziti kompletno leto, ker enostavno to so ogromni stroški, ki te nihče ne vpraša, ampak dejstvo je, da ljudje so odrezani, kako se da in je pač potrebno pristopiti vsaj tistim nujnim delom, ki pa seveda nikoli niso v planu. Država je občini odobrila sredstva za 7 plazov in sicer v skupni višini 250 tisoč evrov. Kljub temu, da so bila sredstva odobrena, jih občina po več kot enem letu še vedno ni prejela. To naj bi se vendarle zgodilo predvidoma do konca meseca. Stropnik je prepričan, da so postopki pridobivanja državnih sredstev za sanacije plazov absolutno predolgi. Ko je že državna komisija nekje oceni, kakšna škoda je, takrat smo občine tiste, ki najbolj potrebujemo pomoč, oziroma ljudje so tisti, ki najbolj potrebujejo pomoč. In glede na to, da če je neka škoda ocenjena, morda bi se dalo vsaj 1/3 ali 1/2 denarja čim prej dobiti, da se te stvari uredijo in šele pozneje, da pristopimo k, bom rekel, tistim papirnati vojni, ki žal traja. Poleg tega bi morala vlada po besedah Stropnika uvesti tudi nekatere spremembe v proračunu. Država bi mogla v svoj proračun uvrstiti enkrat sredstva ne za eno leto, ampak za eno leto nazaj, tako da v bistvu škoda, ki se je godila v letu 2010, bi bila tudi v letu 2010 realizirana. To bi z državnim proračunom morda se dalo urediti. Komaj so v občini sanirali lanskoletne plazove, že jim grozijo novi. Zaradi zemeljskega udora so zaprti 2 cesti, plaz grozi tudi 2 stanovanjskima objektoma. Na državni komisiji za sanacije so tako tudi letos prijavili 7 novih plazov, vendar datum njihove sanacije, predvsem zaradi prepočasnih postopkov pridobivanja državnih sredstev, za zdaj ostaja neznan.